Ljubljančanom, kadar nas hočejo malo zbosti, ostali prebivalci Slovenije pravijo žabarji ali pa nas v šali sprašujejo, če nam je med prsti že zrasla plavalna kožica. Obe pripombi ali pa šali se navezujeta na Ljubljansko barje, kjer pa nekdaj ni bilo močvirje, tako kot je zdaj, ampak veliko jezero, na katerem so se pred približno 5000 leti naselili naši predniki na naselbinah postavljenih na kolih, zato jim tudi pravimo koliščarji. Prav dejstvo, da so se koliščarji ustalili na enem mestu in tu živeli dlje časa, v različnih naselbinah na Ljubljanskem barju približno 3000 let, je pomembno vplivalo na spremembe v njihovi prehrani. Po arheoloških raziskavah vemo, da so koliščarji že imeli udomačeno živino, predvsem koze, pa tudi govedo, da so že gojili kulturne rastline, grah, lan, pšenico. Seveda so še zmeraj veliko lovili, predvsem lovili jelene, srne, race in sladkovodne ribe, ki so živele v jezeru, nabirali pa gozdne sadeže, zelišča, maline, lešnike, take sladkaste stvari, dobre. Koliščarji so pridobili in posedovali tudi precej znanja o tem, kako čim bolj skrbno in racionalno porabiti meso živali, ki so jih ulovili. Sledili so tudi letnim časom in svojo prehrano prilagajali temu, kaj je bilo v določenem času leta na voljo. Na nek način so znali delati to, česar se sodobni ljudje ponovno učimo: jesti in živeti v sozvočju z ritmom, ki ga narekujejo naravni cikli. Koliščarji so že imeli preprosta orodja, poleg posodja in žrmelj, s katerimi so mleli žita, tudi že precej uporabna in ostra rezila. Kakšnega konkretnega recepta iz obdobja koliščarjev nimamo, bomo pa pripravili jed, ki bi jo prav lahko pripravili tudi oni. Srnin hrbet, kož srnega hrbta, bomo narezali na tanke rezine, je pa to zelo mehko meso, ki ga lahko uživamo surovega. Potem pa na krožnik zložimo zelišča. Koliščarji so bili nabiralničarji, kot smo slišali, lahko jih naberete na sprehodu po gozdu, na sprehodu po trgovini, na sprehodu po tržnici. Skratka, greste na sprehod in domov prineste čim več različnih zelišč, mogoče regrat, lahko pa je tudi čisto navadna domača solata. Na to naložimo rezine mesa in pripravimo preliv. Zelo preprost. Maline, borovnice, tudi to lahko nabirate, ko hodite v gozd na tržnico in v trgovino, in samo pretlačimo v možnarju v zelo enostaven pire. No in to malinov pire v bistvu samo nažličimo na rezine mesa, po okusu še malo solimo in popramo, kanček popra, da ne bo preveč. Tako, srnin hrbet z zelišči in pretlačenimi malinami, po koliščarsko.